Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Danes si bomo podrobneje pogledali prostorske stiske osnovne šole in vrtca v Ankaranu, za kar na občini načrtujejo širitev. Poglejmo. Prejšnji teden je v telovadnici osnovne šole Ankaran potekala predstavitev širitve osnovne šole Ankaran. Projekt je pomemben za izboljšanje pogojev in kakovosti izvedbe osnovnošolskega izobraževanja in športne dejavnosti ter za krepitev možnosti za izvajanje različnih vsebin za lokalno skupnost. Šola je namreč stičišče raznih športnih društev in prostor različnih kulturnih dejavnosti ter druženj, kjer se ob različnih priložnostih srečujejo vse generacije. Projekt širitve šole in vrtca je pripravljen v 3 fazah. Seveda je dolgoročno nastavljen, ni potrebno vse hkrati, je pa tista prva faza neizbežna popravilo obstoječega objekta, dodatne učilnice in pa telovadnica, ki je v bistvu ankaranska šola sploh nima. Ta prostor, ki je tukaj, je improviziran in v njem ni moč izvajati športne vzgoje, tako kot bi bilo potrebno, kar bi omogočati neka tekmovanja, kamor bi dobili tribune, Skratka, telovadnica je ključen projekt, več kot 20 let v Ankaranu pričakujemo. To, kar boste danes videli, pa je tudi sila smelo nastavljen projekt, ki bo omogočal tudi upravo za 3 vrste namenjenosti, poleg šolske telovadnice, tudi športnih prireditev na tekmovalni ravni in pa kulturnih prireditev, kajti v Ankaranu nimamo nobene dvorane, kjer bi se lahko sestali. Gostujemo bodisi v Adriji ali pa v šotoru po zimi in tako naprej. Skratka, ta večnamenski prostor, ki bo seveda šolska telovadnica, vendar v arhitekturnih rešitvah tako, da bo omogočala tudi kaj drugega, bo več kot dobrodošla. Seveda je umeščena v ta prostor, v samo naselje, kjer so centralne dejavnosti in temu prostoru, ki ima svoje gabarite, se tako in drugače ne moramo izogniti. Zasnovana in umeščena je izrazito prijazno, vendar bo povzročila tudi drugačno podobo tega prostora, kot je sedaj. Jaz bi vse prizadete, pa tega ne bo veliko, ampak vendar prosil, da razumemo, da je občina skupnost ljudi za uresničevanje skupnih interesov in potreb, ne posamičnih. Ne more nas šola zanimati zgolj takrat, ko imamo otroke v šoli. Ne sme nas dom upokojencev zanimati samo, ko imamo starostnika, ampak nas mora zanimati, da so skupni interesi, skupne potrebe zadovoljene za vse prebivalce pod približno enakimi in pravičnimi pogoji. Danes bomo se posvečali osnovnošolskemu izobraževanju, predšolski vzgoji in pa telovadnici. Osnovna šola potrebuje 8 dodatnih učilnic, 4 za razredno in 4 za predmetno stopnjo. Prav tako bi bilo potrebno povečati kuhinjo in jedilnico. Zaželena je tudi učilnica na prostem in večja šolska telovadnica. Obstoječa je bila namreč narejena za 4 razrede osnovne šole. Leta 2007 pa se je šola dozidala za še 4 oziroma 5 razredov, temu pa ni sledila še razširitev telovadnice. Nadalje vrtec potrebuje 2 dodatne igralnice in ostale tehnične prostore, ki so potrebni za izvajanje kakovostnega programa. Šola potrebuje 1 večjo učilnico za pouk teorije ter 3 manjše za individualni pouk. Športna in kulturna društva pa potrebujejo to infrastrukturo, ki jo bo imela šola, še za izvajanje svojih aktivnosti in tekmovanj. Kot je bilo omenjeno, je program širitve predviden v 3 fazah, torej rekonstrukcija dela šole z nadgradnjo učilnic, nova šolska telovadnica, novo šolsko igrišče in zunanja ureditev so predvideni v 1. fazi. Sama rekonstrukcija dela šole z nadgradnjo učilnic se nanaša na severni del šole, ki je bil dozidan leta 2007, vendar se pogreza. Ta del šole bo potrebno rekonstruirati, oziroma ocene kažejo, da je najboljše ta del zrušiti
in ga ponovno postaviti ter nadgraditi še za eno etažo, ki je že bila predvidena, pa je danes tam ni. Nadalje predvidena nova šolska telovadnica in topel prehod iz tega rekonstruiranega dela, ter seveda novo šolsko zunanje igrišče in pa zunanja ureditev, vstopi, ozelenitve, zasaditve, intervencijske poti. Faza 2 predvideva rušitev obstoječe telovadnice. Na mestu se zgradi objekt v večjih etažah, kjer bojo dodatne učilnice, nova kuhinja, jedilnica, tehnični prostori, zbornice, kabineti in tudi glasbena šola in pa seveda sama ureditev pred šolo, kar s 3D vizualizacijo skušal prikazati. Tretja faza predvideva dograditev vrtca, 2 dodatni igralnici, večjo jedilnico, prostore za individualno obravnavo in pa tehnične prostore. Naslednji koraki, ki jih predvidevajo, so izdelava projektne investicijske dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja, kar je načrtovano v letu 2025 in 2026. Samo naročilo za izvedbo gradnje bodo izvedli konec leta 2026. Med leti 2027 in 2029 pa naj bi potekla sama gradnja. Občina bo to investicijo, ki sem omenil, da bo približno težka 10 milijonov evrov, izvedla z lastnih sredstev. Na srečo je tukaj pred vrati razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki je kot nalašč pisan na kožo občine Ankaran. Skratka, vse, kar je v tej najavi, v tem dopisu zapisano, občina Ankaran izpolnjuje. Na voljo bo 160 milijonov evrov, ki bo potrebno počrpati do leta 2029. Nadalje je tle še razpis ekosklada. Skušali bomo tudi z razpisom prijaviti se na razpis Fundacije za šport in pa seveda še kakšni drugi viri na voljo. Problematika v Ankaranu ni edini primer premajhne šole v Sloveniji, kjer so bile šole narejene za določeno kapaciteto. Ob povečanju so za dodatne učilnice v večini primerov sicer poskrbeli, ne pa tudi za širitev spremljevalnega programa, za kar bodo poskrbeli v Ankaranu. V spodnjem delu, v južnem delu se vidi širitev vrtca, kot je Žarek spet omenil, sta predvideni dve novi igralnici, prostor za individualno delo, nova jedilnica in prostor za upravo vrtca. Predvidi se tudi nove zunanje površine. Bistvo pri samem vrtcu je, da vrtcev ne narekujejo navodila strani države, ampak pravilnik. In pravilniku je treba strogo slediti. Zelo pomembno pri vrtcu je, da na določena kvadratura zelenih površin mora pripadati na posameznega otroka. Zato, kar v praksi pomeni, da vrtec mora stati sredi večjih zelenih površin, ki jih trenutno na tej sami rešitvi zagotavljamo. Medtem ko pri šolah, pri projektiranju šoli pa sledimo navodilom in niso tako stroga in je nekaj fleksibilnosti. Potem vrtec in šola sta v bistvu povezana preko tele večje nove kuhinje, ki služi obima programoma. Višinska razlika, ki jo že zdaj premagujemo s tole količino, ostaja na isti način premagana. Bistvo je pa, da šola dobi novo vstopno avlo, novo garderobo, večjo in navezavo potem do bodoče šolske telovadnice, kjer se, kot je Žarek omenil, ta del pogreza in zaradi neustreznega temeljenja oziroma izvedbe pilotov in se je strokovno najbolj izkazalo, da bi se pač ta del odstranil, na novo umestili piloti in potem zgradilo kvalitetno novi objekt. Sama zunanja okolica, prej, če se spomnite tiste slike, je bila narejena nekje tukaj iz teh stopnic in pogled proti vhodu v šolo. Potem proti brežini se nam zvrstijo prostori za kolesa, pokrita kolesarnica
Sama dostava v šolo, v kuhinjo se vrši v tem vogalu in se vrši vedno izven delovnega časa šole oziroma prihoda učencev, tako da se te poti ne križajo. Pred glavnim vhodom so umeščene tribune za druženje, v popoldanskem času, pač stvar odločitve po uporabe. Potem imamo v notranjem atriju, ki ga ohranimo z velikimi zelenimi površinami, ravno to, kar sem prej govoril, da se te površine so nujne za ustrezno delovanje vrtca. Sama športna dvorana oziroma telovadnica je večji del poglobljen v zemljo, ima veliko klet in se v tem južnem delu vrši tudi dostava na nivo parterja za neke kulturne dogodke, društvene dogodke, da je možna dostava, recimo, take opreme, kot je tukaj pri nas, da se jo da spustiti v nivo. Potem pa v varovalnem pasu potoka, oziroma hudournika, kjer ne smemo graditi, lahko pa umestimo igrišča, tekalni krog, zopet tribune, take kot so že zdaj na obstoječem igrišču, pa zunanjo učilnico ob hudourniku, oziroma potoku. Zdaj bi pa mogoče se najprej ustavili če gremo z desne proti v to smer. Sama dvorana je narejena minimalno po zahtevah, telovadnica po zahtevah ministrstva. Moramo imeti 3 vadbene prostore, ki se delijo z mehkimi pregradnimi zavesami ali pa enega velikega, kadar se te zavese umaknejo, tako da zadoščamo minimalnim zahtevam za to vrstno velikost šole. Manjšega rekreativnega objekta oziroma objekta za poučevanje športne vzgoje ne sme biti. V istem nivoju se zvrstijo garderobe, slačilnice, ki so ali združene ali pa ločene za tekme, se pravi, da sta po 2 razreda v skupnih slačilnicah oziroma ločene, če imamo 2 nasprotni ekipi. Imamo tudi prostore za učitelje športne vzgoje, dodaten shrambeni prostor, skladišče in v recimo severnem delu za izvečnimi tribunami je pa prostor za športne rekvizite, ki jih je možno shranjevati tudi v tem vzhodnem delu same dvorane, kjer je največkrat prostor za oba rokometna gola. Sama dvorana ima velikost regularnega igrišča za rokomet, se pravi 20x40 metrov, regularnega igrišča za košarko in odbojko. Ob primeru izvečnih tribun lahko poteka regularna tekma odbojke ali košarke. Če pa poteka regularna tekma, recimo rokometa ali pa dvoranskega nogometa, mora biti pa te izvečne tribune postavljene in se potem uporablja samo fiksni del tribun in galerijo. Boste mogoče v predrezu se bo to lažje videlo. Potem smo pa na nivoju parterja, se pravi na nivoju vstopa v dvorano, vstopa v šolo, kjer je vidna dostopna pot do same dvorane, ki bo največkrat uporabljena v popoldanskem času, ko bo šolska telovadnica uporabljena za rekreativni namen ali pa za kakšne prireditve. Zato imamo tudi te večje prostore, tik ob vhodu za pogostitev oziroma nad fiksnim delom tribun je galerija za uporabo ali pa ogled tekme. Dodaten vadbeni prostor, kjer je možno organizirati mogoče vadbo z utežmi, mogoče kakšno vodeno vadbo, se pa nahaja tudi na nivoju pritličja. Šola in dvorana sta povezani jasno preko tople povezave, preko že obstoječega hodnika, kjer so že učilnice in potem samo pritličje organiziramo, kot sem premenil, z temi novimi tribunami, z novimi garderobami in vhodno avlo z mini tribuno, z dežurnim učencem, veliko jedilnico, novo kuhinjo
ki ustreza zahtevam z dostavnim prostorom, pa vrtcem, ki je razširjen na 2 novi igralnici z zunanjimi površinami, s prostorom za individualno delo, s knjižničnim kotičkom, prostorom za druženje, jedilnico za vrtčevske otroke, pa vodstvom vrtca v spodnjem delu. Pa zbornica, kako je. Potem v prvem nadstropju se zvrstijo glasbena učilnica, tik ob dvorani glasbena učilnica, likovna učilnica in tehnika. Obe imata izhod na balkon, kar je bila tudi nekako želja zaradi dela z laki, zaradi zračenja in možnost pač opravljanja dela pouka tudi zunaj. Višinsko se ta novi del navezuje popolnoma na enako višino, kot je že obstoječi ta severo-zahodni del šole in sta v bistvu skrajni točki, sta popolnoma poravnani in se z nikakršnim novim posegom višine objektov ne presegajo. Posebej je v tem severnem delu tudi sama streha dvorane, šolske telovadnice je popolnoma enako visoka, kot je trenutno najvišji del šole. Zato s tem namenom je bila tudi umaknjena v klet, kar bo v betonsko klet, kar bo pač pripomoglo, da je objekt nižji. Potem pa v tem delu nad jedilnico, če se spomnite prej, in pod avlo se pa zvrstijo nove učilnice, nova zbornica in kabineti, pa sanitarije. Imamo tudi samo v tem delu se nahaja požarno stopnišče, ki omogoča v bistvu uporabo tega dela tudi izven šolskega časa. Zakaj razlagam to? Ker je recimo v sami zadnji etaži predvidena, se pravi v tej, glasbena šola z zahtevami, izpolnjenimi zahtevami, kot jih je navedel Alex. In lahko deluje zadeva popolnoma avtonomno. Vsa vrata so zaklenjena in je možno uporabljati preko tega stopnišča ali pa glavnega vhoda samo to zadnjo etažo. Tukaj pa v drugem nadstropju se nam zopet zvrstijo kabineti, sanitarije, večji hodnik, širši svetlobnikom, z atrijem in 3 učilnice. Sam predes dvorane in šole lepo se vidi, recimo, če se mogoče osredotočimo najprej na spodnjo risbo, kako se višinsko poravnamo in lovimo za obstoječo višino šole. In v tem črnem delu se nam pa zvrstijo, kot sem prej omenil, likovna učilnica, tehnika in glasbena učilnica z navezavo na šolsko dvorano, in v katero je pač iz samega hodnika tudi možen pogled. Se pravi, med odmori bodo učenci lahko gledali skozi steklene površine v dvorano. Ta zgornji predes imamo pa na levi strani vrtec, na desni strani šolo z tem obstoječim objektom, se pravi, to je severo-zahodni del šole, in s tem višjim delom, kjer so pritličje in 3 etaže, kjer se nam nahaja kuhinja, jedilnica, navezava preko klančine do vrtca in nova etaža za zbornico, učilnicami, ena etaža z učilnicami in potem zadnja etaža, kjer je možno organizirati glasbeno šolo in to samo stopnišče, ki povezuje v bistvu in dopušča avtonomno delovanje recimo do tega zadnje etaže. Potem pa imamo še na tem stajlu poprečne predeze, kjer se vidi zopet na spodnjem predezu jedilnica v pritličju, zgornje etaže zbornica in učilnice pa glasbena šola na vrhu. V tej risbi, ta zgornji, se pa vidi, v bistvu je pa predez narejen skozi dvorano, skozi samo stopnišče, ki povezuje v bistvu šolo in garderobe v dvorani. In lepo se vidi obstoječe tribune, ki so nekako tam pa samo poglobitev v klet,
niso risani piloti, ki bodo tudi v nekih naslednjih fazah narisani, ker so se na tem območju potrebili. Tukaj je tehnična učilnica s tistim balkonom, globokim balkonom, ki sem ga tudi že omenil. Sama višina v telovadnici pod nosilci je 7 metrov, nekaj več, tako da v bistvu ustreza tudi državnim tekmam, recimo za žensko odbojko. In kar se pa tiče ostalih tekmovanj, je pa vse to zadostno. Na tribunah je možno umestiti 600 obiskovalcev, nekaj 400 na zvečnih, pa 200 na fiksnih tribunah. Na telih risbah imamo 2 fasadi, zahodno za vhodom in napisom ta višji del objekta in recimo tukaj lahko vidite telovadnico in obstoječo višino šole z novo fasado, ker se lahko vidi, da sta v bistvu višinsko popolnoma enaki in nekih zaradi same višine se ne poslabšujejo vplivi na okolje. Potem je pa tukaj še pogled na notranjost z dvorano, na notranji atrij z dvorano in z vrtcem, tudi s prenovljeno fasado. Pogled z juga na vrtec in pogled severa na dvorano in v tem, kjer imam kurzor, je v bistvu severo-zahodni pograv obstoječe šole in ista višina, ki se ponavlja. Na tej risbi v bistvu je nekako že Alex pokazal. Je razvidna faznost, se pravi, vrtec bo svoja faza bo stolpič za glavno, z kuhinjo in jedilnico in svoja faza je v bistvu tak je najbolj ključna, da se sanira šola in samo pogrezanje in pokanje in prebadanje hidroizolacije. Vemo, da se hidroizolacija enkrat strga, uhaja vlaga v šolo in to je treba res najprej sanirati in v sklopu tega se potem izvede še športna dvorana, šolska telovadnica, umeščena v nadaljevanje samega objekta šole, s tem, da se ohranja zeleni atrij, ki je na voljo in šolarjem in vrtčevskim otrokom, da so te zelene površine v čim večjem obsegu za zelenjenje, da je možna senca, da je lahko res potekal pouk in šola tudi zunaj. Tole je v bistvu pogled iz jugo-zahoda. Na desni imamo obstoječi vrtec, oddet v novo fasado. V tem nivoju je kuhinja in jedilnica, tukaj nekje je dostava bila planirana, potem pa ta glavni vhod v šolo z novim nadstreškom. Pogled iz severo-zahodnega dela, klančina, po kateri se spustimo do telovadnice, do vhoda, ki ga bomo uporabljali v popoldanskem času za rekreativno vadbo in v bistvu novo fasada na obstoječem volumnu šole, s tem, da so tukaj pa dodane te nujno potrebne glasbena učilnica, likovna in tehnika, ki so bile predvidene že leta 2007, samo do investicije ni prišlo oziroma so jo se bojim zrezali in so tega izvedli. Zato, ker statično je že zdaj objekt dovolj močen, da bi ga nadgradili, ampak se je zataknilo pri slabi izvedbi temeljev oziroma pilotiranja in enostavno, če bi ga zdaj nadgradili, bi piloti samo zlezli še globje do šote oziroma do nanosu. Žal. Potem pa pogled še na notranji atrij, kjer se vidi vhod na desni strani, službeni vhod v samo dvorano, za vozila, za kombije, pa notranjo zelenjenje del. Zdaj, na teh slikah je pomanjkljivo zelenje, ni to dreves, zato, ker če bi zdaj jaz narisal nekaj več ali pa to, kar je res potrebnih, potem arhitektura ne bi bila vidna. Vidi se pa lahko, da se ohranja višina obstoječe šole in ta višji objekt je enostavno zelo odmaknjen proti jugu. Vhodni del, ki si ga boste zdaj mogoče malce lažje predstavljali,
za novim nadstreškom, novo fasado na obstoječi šoli in tem višjim objektom, ki je predviden nekako v drugi fazi, ki se dela še kuhinja in jedilnica. Pa tribune za druženje. Na predstavitvi se je pridružila tudi ravnateljica, ki je opozorila na prostorske omejitve osnovne šole in vrtca pri izobraževanju in izvajanju športne dejavnosti. Da je že trenutno stanje tesno, kar se tiče pouka, in sicer imamo od 15, 16, 17 oddelkov v šoli. Imamo 15 učilnic in 16. učilnica je zbornica, ki smo jo že 5 let nazaj preuredili v učilnico. Tako da pouk poteka, vse je v redu, vendar je to na robu. Ampak ker nam današnja zakonodaja omogoča tudi drugačne pristope k poučevanju, in sicer delo v manjših skupinah, več individualnega dela, nastajajo potrebe tudi po prostorih, kjer bi lahko izvajali delo v manjših skupinah ali celo individualno. No, mi takih prostorov več nimamo. Za enega smo se znašli in smo kabinet čistilke pregradili in pridobili en manjši prostorček za dodatno strokovno delo. Drugače pa je večja stiska pri pouku športa in pri športnih dejavnostih v razširjenem programu. Že do sedaj. Z novim šolskim letom vstopamo v nov koncept razširjenega programa, ki nam je podaril še dodatnih 9 ur športa na teden, tako da je potreba po vadbenem prostoru, po telovadnici še toliko večja. V tem trenutku nekako, če vam predstavim, od prvega šolskega leta, odkar je zavod samostojen, ko je bilo 210 učencev vpisanih v šolo, jih je danes 270, torej je naraslo število učencev za 60. To je eno dejstvo. Drugo, pa če govorimo o telovadnici, v kateri se nahajamo, je pa po našem predmetniku, ki velja za osnovno šolo v Republiki Sloveniji, je za nas namenjenih 44 ur športa tedensko. In to je 30 ur športa pouka, rednega pouka, pripada vsem našim učencem od 1. do 9. razreda. 14 ur pa je izbirnega športa, torej šport, ki ga izberejo učenci kot izbirni predmet v zadnjem 3 letju osnovne šole, torej 7., 8. in 9. razred. Z novim konceptom razširjenega programa smo pridobili še dodatnih 9 ur, tako da zdaj smo prišli na 53 ur športa v teku dopoldneva. Od 7:30 do 16:10 imamo torej časa za izvedbo teh 53 ur, ki če jih razdelimo na 5 dni v tednu, je to 10,6 ur na dan. Tako da to je preveč za ta prostor. Zelo dobro je to, da se nahajamo na tem koncu Slovenije, seveda, kjer je lahko šport izveden v kar, bom rekla, ne v večjem, ampak kar v dobri ali slabi polovici leta na zunanjih površinah, ampak kljub temu ne moremo tega vedno imeti zunaj in tudi, ko se začne taka vročina, kot je danes, kljub temu, da smo v Sredozemlju, ravno zaradi tega se moramo skriti pod streho. Tako da trenutno izvajamo šport tako, da sta tudi po 2 oddelka v tej telovadnici, kar vemo, da ni optimalno, vendar ob zadostnem številu kadra, ki poskrbi za to, da se to izvaja varno, je izvedba, bom rekla, za učence varna in spodbudna.
kljub temu. Vendar mislim, da si zaslužijo najmlajši Ankarančani boljše pogoje oziroma ustrezne pogoje za delo po predmetu osnovne šole. Kar se pa tiče prostorov, kot sem prej že omenila, učilnic in dodatnih prostorov za dodatno strokovno pomoč in za individualno delo, pa je recimo trenutno stanje tako, da imamo v šoli 18 učencev, ki potrebuje dodatno strokovno pomoč, z odločbo Zavoda za šolstvo, ki je napisana za vsakega posameznega otroka, učenca, pripada njim 42 ur pouka izven učilnice oziroma v manjši skupini, tako da to je tudi kar lepo število ur, ki se trenutno izvaja, tako kot sem rekla, v prirejenem kabinetu in po bolj mirnejših potičkih naših hodnikov. Tesno je že od samega začetka, to smo vedeli, ampak kljub temu smo zadovoljni, da smo ob ustanovitvi samostojnega zavoda dobili kuhinjo, lastno kuhinjo, torej s tukaj pripravljeno hrano, ampak ta kuhinja je izredno majhna, bila je sezidana leta 1991 in sicer takrat, ko je ta šola nastala kot podružnična šola hrvatinski šoli in sicer za prve 4 razrede osnovne šole in je kuhinja bila razdelilna. Zdaj se v tej kuhinji kuha in kuhamo tudi za 30 zunanjih odjemalcev, tako da pogoji so, kot sem že rekla, tesni in seveda jedilnica je ravno tako majhna, zato naši prvošolčki in drugošolčki kosijo v učilnici, zato da pač ne ustvarjamo gnečo v jedilnici in zato tudi, da lahko otroci pojedo v, bom rekla, 20 minutah, da jim vsaj toliko lahko privoščimo. Že prej sem vam omenila, da smo zbornico preuredili v učilnico, torej prostor za učitelje je nastal v eni od pisarn, odrekli smo se eni pisarni. Pomočnici ste tako dobili novo pisarno, ki je bila včasih soba za razgovore, ki je ravno tako nujno potrebna, torej en tak sejni prostor, predavalnica bi bila seveda zelo dobrodošla, ampak to postavljam nekako na zadnje mesto. V ospredju so seveda potrebe, ki jih imamo pri delu z učenci. Seveda z vzporedno šolo naj bi zrasel tudi naš vrtec. Trenutno imamo 7 igralnic, trenutno imamo 103 otroke. Kapacitete je še nekaj, vendar enako kot v šoli se tudi v vrtcu ustvarjajo potrebe po manjših prostorih namenjenih individualnem delu. Med njimi je bila dilema glede glasnosti ob kulturnih prireditvah v telovadnici za prebivalce, ki živijo v bližini šole. Župan je odgovoril, da bodo pod kulturne prireditve spadale gledališke predstave, pevski zbori, šolske proslave in prireditve občinske narave. Kulturna dogajanja v obliki koncertov in podobnega, kar bi lahko bilo glasno, bodo potekala na obrobju in sicer na Sveti Katarini. Pojavilo se je vprašanje, če bodo smeli na novem šolskem igrišču biti tudi ostali otroci, na kar so pritrdili. Spraševali so tudi o organizaciji gradbišča, saj so v okolici bloki s prebivalci. Župan je odgovoril, da je o temu še prehitro govoriti, a da zagotovo ne bodo šli proti ljudem in naravi. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.